Lepo pozdravljeni. Nažalost se oglašam preko povezave, ker sem COVID pozitivna in tudi ne v najboljšem stanju, tako da bo predstavitev potekala nadaljavo. Profesor Krajgerjeva je že prej omenila, da predstavljam nov raziskovalni program na področju gozdarstva, lesarstva in pa papirništva, se pravi v okviru veje biotehnika. Kot omenjeno tudi že, se je financiranje strani ARRS začelo s 1.1. In sicer za obdobje 6 let v letnem obsegu 4200 raziskovalnih ur, cenovne kategorije A, oziroma drugače povedano, to je 2,5 FTE letno. Sama programska skupina je sestavljena iz 19 članov, ki pa prihajajo pravzaprav iz 3 raziskovalnih organizacij, in sicer Gozdarskega inštituta Slovenije, NFTE, odkoder prihajam tudi sama kot vodja programa, potem Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 0,9 FTE-ja, vključeni so 3 oddelki, oddelek za lesarstvo, oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire in pa oddelek za zootehniko ter Zavod za gradbeništvo Slovenije z 0,6 FTE. Zdaj, številčno največ članov prihaja iz Biotehniške fakultete, kjer, kot omenjeno, pravzaprav so vključeni 3 oddelki, in sicer 10 članov, 7 članov z GIS-a in pa 2 člana iz ZAG-a. Tukaj bi rada omenila še, da je strani GIS-a je vključen pravzaprav tudi naš direktor, dr. Primož Simončič, ker je samo prijavo oziroma nov raziskovalni program izjemno podpiral. In tukaj bi se rada tudi še enkrat zahvalila obstoječim vodjem raziskovalnih programov na področju gozdarstva, lesarstva in pa papirništva, ki so vse skozi pripravo dokumentacije podpirali in sodelovali tudi pri vsebinah, tako da je bilo v bistvu, bom rekla, to res rezultat skupnega dela. Zdaj, sama ideja v bistvu oziroma vsebina novega raziskovalnega programa, naslov že pove, da naslavljamo izzive znotraj celotne gozdno-lesne verige. Začnemo v gozdu, na stoječih drevesih in potem pokazala skozi delovne sklope, kako se vsebine delijo, in potem končamo pravzaprav že skoraj zelo na aplikativnih področjih v sodelovanju z ZAG-om, tako da se vidi, naslavljamo izzive znotraj celotne gozdno-lesne verige in predvsem naslavljamo mogoče tista področja, ki so v obstoječih raziskovalnih programih bila podhranjena, namreč z novimi doktoranti, z novimi VR-ji so se začela razvijati tudi druga področja, s časom seveda tudi aktualne razmere narekujejo dodatna vprašanja, in seveda je v bistvu bila potreba po dodatnih vsebinah oziroma dodatnih sredstvih. Tako da je bila neka začetna želja, da se osredotočamo na vsebine, ki so mogoče v trenutnih raziskovalnih programih podhranjene in jih naslavljajo mlajši raziskovalci, se pravi doktoranti nekje do 10 let. Hkrati pa vključujemo tudi seniorje v smislu vodenja, mentoriranja, skratka en tak, bom rekla, zelo aktivno sodelovanje. Program je razdeljen v 5 delovnih skupin, in sicer prva naslavlja sodobno gojenje gozdov za višjo kakovost gozdnih proizvodov, potem sklop 2, lastnosti lesa in izboljšani materiali na osnovi lesa, sklop 3, učinkovita raba lesa v gradbeništvu in pa sklop 4, gozdno-lesni sektor v biogospodarstvu. Se pravi, prvi 4 sklopi so vsebinski, zadnji pa seveda projektno vodenje in pa diseminacija, ta del vodim sama. Se mi zdi tudi glede na razdrobljenost ali pa vključenost različnih raziskovalnih organizacij, zelo, bom rekla, smo zelo kar primerljivi, je ustrezno vodenje seveda nujno, da se aktivnosti jasno peljejo po programu in seveda, da delo poteka tako, kot smo si ga načrtovali. Zdaj, prvi sklop, cilji prvega sklopa so tukaj navedeni, zdaj jaz vseh ne bom brala, želim povedati samo to, da ga vodi Dušan Roženberger iz
Biotehniške fakultete, se pravi oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. In vključenih so različni drugi člani. Želja tukaj pa je tudi, da pravzaprav vse organizacije v sklopih nekako sodelujemo, da pač želijo, da se naša znanja povežejo, da imamo na razpolago čim več izkušenj, znanj, laboratorijev in pa seveda podatkov. Tako da tukaj začnemo v gozdu, v sestojih, se v bistvu dotikamo vplivov rastišča na samo kakovost lesa, se pravi okoljskih dejavnikov, gozdno-gojitvenih ukrepov in podobno. Potem drugi sklop se nekako potem začne dotikati lastnosti lesa, v prvem delu še vedno glede na rastiščne razmere, potem pa tudi razvoj novih izdelkov z večjo dodano vrednostjo, potem posebni poudarki na stranske proizvode in ostanke, v smislu prehoda v krožno gospodarstvo in pa seveda ocena funkcionalne in pa estetske življenjske dobe novih izdelkov. Cilji tretjega delovnega sklopa nekako prehajamo, kot pravim, že bolj v neke aplikacije, v gradbeništvu. Drugi sklop, sem pozabila povedati, vodi Davor Kržišnik iz oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete. No, pri tretjem sklopu je pa vodja Boris Azinovič iz Zavoda za gradbeništvo. Vključeni so tudi drugi člani, zdaj tukaj jih je nekoliko manj naštetih, ampak seveda zadeva je živa, po potrebi se bomo vključevali tudi drugi člani raziskovalnega programa, pač odvisno od tematik. In sicer je tukaj poudarek seveda na novih podatkih in pa znanih oziroma lastnostih lesa, predvsem mehanskih, za gradbene proizvode, se pravi za gradbene konstrukcijske namene, se dotikamo listavcev in iglavcev iz slovenskih gozdov, potem nove tehnologije, 3D numerično modeliranje, se pravi nova znanja, novi pristopi za opredelitev raznih lastnosti lesa, ki so predvsem namenjeni, kot rečeno, konstrukcijskemu lesu. Četrti sklop se dotika biogospodarstva. Tukaj ga vodi Peter Prislan iz Gozdarskega inštituta Slovenije, vključeni tudi drugi člani. Zdaj Peter bo potem v nadaljevanju tudi določene aktivnosti, ki jih v tekočih projektih izvajajo, na kratko predstavil. Kar je mogoče pomembno omeniti, je tudi to, da se ta sklop pravzaprav dotika vseh ostalih delovnih sklopov, je nekako presečni. Gre za vrednotenje gozdno-lesne verige, jasno novi koncepti, uvajanje konceptov krožnega biogospodarstva v gozdno-lesno verigo in njihov vpliv na okolje, gospodarstvo in pa seveda družbo. Tako da bo Peter mogoče še kakšne rezultate pokazal. No in jasno, seveda vodenje programa in pa diseminacija. Zdaj sama sem vodja, imam pa seveda tudi namestnika, to je Davor Kržišnik iz Biotehniške fakultete in seveda z namenom, da se naš načrt, ki smo si ga zadali v tem novem programu, čim bolj uspešno tudi izvaja. Zdaj to je tudi shema naših delovnih sklopov. Kot rečeno, biogospodarstvo nekako presečno se dotika vseh ostalih delovnih skupin in pa seveda tudi vodenje oziroma diseminacija. Nekako bomo probali slediti, da se bo program izvajal glede na sam terminski načrt, ki ga tukaj prikazujem. Moram povedati tudi to, da smo prejšnji teden imeli kick-off sestanek s tem novo skupino. Zdaj v tem naslednjih tednih sledijo tudi vsebinske priprave znotraj posameznih delovnih skupin. Naredimo načrt za letošnje leto in potem tudi, kaj seveda se da letos narediti in potem tudi, kaj se bo v naslednjih letih dogajalo, tako da bodo zadeve čim bolj optimalno zaštartale. Zdaj, naš program je zelo interdisciplinaren, seveda smo tudi komplementarni v smislu, da še vedno bomo sodelovali z obstoječimi raziskovalnimi programi, ne samo na področju gozdarstva, lesarstva in pa papirništva, jasno tudi z ostalimi raziskovalnimi programi znotraj biotehnike in pa tudi širše. Zdaj tukaj sem jaz navedla par raziskovalnih programov, s katerimi tudi sama sodelujem, oziroma iz katerih člani novega raziskovalnega programa prihajajo. In se tudi želim, da bo to sodelovanje potekalo čim bolj aktivno. Jasno pa tudi
recimo tudi, če sama sebe pogledam, del mojih vsebin se nanaša tudi na vsebine drugih skupin, tako da mislim, da, pa tudi na pretekle izkušnje mislim, da bo to potekalo. Tako da tukaj bi jaz zaključila, če ima mogoče kdo še kakšno pripombo ali pa vprašanje, sicer se pa zahvaljujem za pozornost. Lepa za besedo. Jaz mogoče bi samo pohvalil ta program, ker je prvi, ki v celoti povezuje gozdno-lesno verigo in nakazuje na to povezovanje znotraj verige, na katerega že ves čas opozarjamo, da manjka, in to je en tak tako korak v pravo smer, se nam zdi, ki bo omogočil lažjo informacijo, in pričakujemo, da bo temu zgledu sledili, da bomo temu zgledu sledili tudi drugi.